Nejc Vidmar je človek, ki je svojo kariero zgradil na nepremagljivosti. Je vratar, ki drži zgodovinski rekord slovenske lige z več kot 1000 minutami brez prejetega zadetka in kapetan, ki je s svojo nepopustljivostjo navdihoval soigralce na igrišču. Danes pa na nogomet ne gleda več čez rob kazenskega prostora, temveč skozi televizijske objektive. Kot pronicljiv voditelj na Arena Sport TV je rokavice zamenjal za mikrofon, a ohranil isto strast in neposrednost. Danes z nami ne bo branil golov, ampak bo razkril, kako se znajde v svetu medijev, kaj ga poganja po koncu vrhunske športne poti in kako v življenju ujeti pravi ritem med športno disciplino in ustvarjalnostjo. Ni, se mi zdi, da smo tle smo kar na dobri strani, tako da imamo kar v redu kavico, dobro kavo. Saj nekaj nam gre. Mislim, da smo kar dobri tebe. Nejc, dobrodošel v Moravče. Ja, živo, me veseli, nisem daleč. Sosedna občina. Tako. Lepo, da si se odzval, pa bova kar takoj zarila v, kako že je meat and potato, pravijo Angleži. Ja. Zdaj, vratarji, so ena taka posebna sorta ljudi, športnikov, oziroma ste postavljeni na tako zanimivo pozicijo. Imaš tim, imaš svoj igralce, ampak še zmeraj si tam sam pred golom večino časa, prežet z mislimi, to boš ti razložil, kakšne so, Sploh, kaj je, žoga na drugi strani igrišča, na drugi polovici, pa polka se ti ta žoga začne približvati. Kaj se je tebi rolalo po glavu? Tako, na običajno tekmo, pa recimo če je bil kakšen derbi ali pa na teh pomembnih tekmah. Ja, se to je prav, itak smo znotraj nekak tima smo svoj tim, golmani bili vedno, smo mogli držati zase. Po eni strani je pa tudi malo neugodno, ker zboriš se samo za eno pozicijo, ni tako, ker recimo kakšen igralec lahko igra in branilca in vezista in kakšni vezisti lahko tudi napadalce špilajo in tako. Ti imaš samo en položaj, za katerega se boriš in včasih, ker bilo težko, sem bil na eni strani dosti časa, ko sem bil skozi prvi golman, na drugi strani tudi na koncu kariere, recimo doskrat, ko sem bil rezerven golman, tako da je dosti nehvaležno, ampak glih fajn je, da v tistem momentu smo recimo golmani posebej. Glede teh misli je pa tako, težje je bilo recimo na kakšnih tekmah, ko ni veliko ljudi, ko se moraš avtomatsko, ali pa ko ni veliko dela, pa pride samo ena situacija na tekmo, pa moraš biti ready in pa ne smeš biti, da zaspiš v enem momentu. Tako da se moraš nekako sam najdeti neke prijeme, s katerimi v bistvu ostaneš v tekmi. In recimo pri meni je bilo to ful, da sem zelo rad komuniciral z ekipo. Včasih so mi moji že igralci mislili, da je že nekaj govoriti. Enostavno to je moj bil način, da sem ostal v tekmi, da sem nekako komuniciral. Tudi če je bilo neko navodilo, ki sem je dal v 87 minuti, že 19 enemu in istemu igralcu. Ampak to je bil moj način, da sem jaz ostal v tekmi in hkrati mogoče tudi soigralci, da ni bilo v bistvu tega, da bi mogoče malo zaplavali. Tako da na derbih je pa vse lažje, se mi zdi. Je ta naboj, pa recimo, ko so polni stadioni, ostaneš v tekmi, bi mogel biti res nek flegmatik, da bi lahko na taki tekmi bil tako, da nam zaluto. Tako da lažje je bilo na teh velikih tekmah, kot z vidika koncentracije. Tako da meni je to pomagalo, recimo komunikacija z ekipo. Da si se ohranil v igri, pripravljen ga. To. Zdaj izvrskal sem en podatek o 1002 minutah. A to drži? 2014 je bilo to. Mislim, da je bilo 2014. Skoraj 11 iger brez prejetega gola. 11 tekem pa 12 minut. Zapored. Tako. Se pravi, 1002 minuti neprekinjeno brez gola. Zdaj, kako si ti to doživljal, kot blagoslov, a kot eno prekletstvo, ko si vedel, kako pol sledi po tistem, kaj bo prinesel tisti prvi gol po taki pauzi golov, zanimivo. Jaz sem se res, nekako mi je bilo ful fino o tem, da se je o tem zelo veliko govoril, nekako z ekipo, seveda, nisem bil sam, so mi res veliko pomagali.
tle je en skupek vsega, ne? Tudi smo vse valjda sreče, forme, nekako momentuma ekipe, ki smo ga imeli takrat, res se nam je vse sestavili. In ja, takrat se je kar začeli in se odvijali, pa je bil blizu nek neuraden ta slovenski rekord, ki je bil takrat, ne vem, 650 minut in ko sem se bližil temu, se je začel govoriti, pa kar ni bilo konca, ne. In ja, nekako, zmeram tudi pred tekmo sem si rekel, pač gremo tekmo, naredil bom vse, če dobim gol, ga dobim, če ne, pa gremo dalje, ne. In nekako nisem si delal tako še sam pritiska, ker se mi zdi, da je že tako. Pol pa čim smo se blizali tisočici, se mi nekako, in se prav spomnim, ker smo bili na tej tekmi v Celju, ker je bilo 1000 minut, si slišal, ker je zahrumel, čez 2 minuti sem dobil gol, ne. Nekako to je tisto, ki si postaviš neke blokade, ampak se je slejka prej mogel padeti, pa plus takrat je bil Celje res huda ekipa, tudi zdaj so še boljši, se mi zdi, ampak takrat so bili neka mlada, res zelo, zelo dobra ekipa in je bilo samo vprašanje časa tudi, da bomo mi padali. Ampak sem pa presegel 1000 minut, še enkrat sem se pol približal, mislim, da na 900 in v enem drugem glih v bistvu, ker sem prestopil v Olimpijo, nekako sem združil, ne vem, 5 tekem v Domžalah, pa prestop, pa sem še tam, ne vem, mislim, da 4 ali 5 tekem. Pa to je še zmeraj rekord. Mislim, 1002 minuti je, definitivno, vse ta je pa po mojem tudi blizu, ne vem, drugi najboljši ali pa tretji rezultat. Tako da, tak lep nek mejnik, ki sem ga postavil z ekipo, seveda zmeram poudarim to, da pa sem zmeram na podlagi tega, takrat se sprav spomnim, da sem tudi začel kupovati krofe za ekipo, ker smo vsakič, ko smo 0 nabrali, so oni takrat zvohali, da sem jaz nek dodaten bonus dobil finančen, ne govorimo o ni milijonih, pač neko malenkost, ker sem jaz dobil z novo pogodbo, ker sem jo takrat podpisal, nekaj, kaj pa mi kaj tega dobimo in pa sem začel, jaz v bistvu nekako zdaj, ko vidim te golmane, pa to, ko vsak nekaj prinese, nekako se mi zdi, da sem bil začetnik tega obdarovanja svojih soigralcev in teh krofov, ker so mi pač učitelji, sam ti boš imel nekaj od tega, pa se rekel, fante, evo. A pa si hodil na Trojane po krofe? Ne, to sem pa jih najdel takrat sem pol iskal, kaj mi kupil gor dol, pa sem pa ne vem, enkrat v Leclercu, mislim, da v Ljubljani, sem kupil te neke ameriške krofe z lukno pa noter, ful dobro filo, so bili res dobri. In pol sem začel to kupovati in se mi zdi, da zmeram pol, ko smo imeli daj trening ob 10 zjutraj, sem prišel tja ob 8, ker praktično upokojenci stal v gužvi, da bom pač, da bo odprl Leclerc, da sem ujel trening, da sem fantom to kupil, tako da je bilo kar zanimivo obdobje. Pa nekaj ne smeva preskočiti. West Ham 2016, nov stadion nogometni v Londonu. Sem tam takrat me ni bilo več tam, nisem bil več v Domžalah. Nisi bil? Ne, takrat sem bil že, jaz sem v bistvu zdaj je bilo januarja 2016 sem jaz prestopil v Olimpijo. Tako da jaz sem v bistvu glih odšel iz Domžal, ker so oni recimo evropske te... A ti si bil glih v odhodu? Jaz sem šel glih 2016, sem jaz všel, zato ker sem imel željo postati prvak in nekako sem začutil in pol, hvala Bogu, tudi se je to odvil tako, da smo z Olimpijo pol po 21 letih postali prvaki in zdaj bo to že 10 let, odkar smo bili prvaki. Si pa spremljal to? Seveda sem spremljal pa že West Ham, pa pol so imeli eno leto prej ali eno leto kasneje, mislim, da tudi v Marseille. Zdaj mi je bolj tako, sem bolj zelo, zelo žalosten, kaj se zdaj dogaja z Domžalami, ker so praktično na aparatih, tako in v bistvu klub, ki mi je nekako največ dal, oziroma sem tudi jaz verjetno najboljše predstavil v svoji karieri, pa tudi reprezentanco dočakal tam, tako da zdaj pa klub, ki ne vem, če se kaj dobrega piše zdaj, tako da me kar žalosti to. Kaj je bilo pa težje, biti kapetan v Domžalah ali v Roči?
Olimpiji. Definitivno Olimpiji. In kakšna je bila razlika v tej dinamiki biti kapetan v Domžalah? V Domžalah je bilo res, pa ne nič, da bi zdaj bilo enega poveličeval, pa drugega, ampak ja, vedno je bila Olimpija moj klub, tako v smislu čustveno sem je navezan na Olimpijo, ker je nekak klub, za katerega sem kot otrok navijal že v vseh športih, pač enostavno Ljubljančan do amena. In ja, v Domžalah je bilo pa tako, ja, tam sem lepo rastel, sem pripravljen na to vlogo, nekako prišel do tega, da sem bil nek lider ekipe. Ampak tam je bilo, stvari so bile relativno urejene, pač vedel se je, neka hierarhija je bila. Pogeš pa v Olimpijo, ki je pa pač dejansko so pa igralci iz večjih koncev nametani, vsak za sebe misli, da je verjeten lider te ekipe. Plus, da je potem kaos, menjavanje trenerjev levo, desno, gor, dol, pritiski, konc koncev tudi trenerjev. Rezultata, recimo v Domžalah, tega rezultatskega pritiska ni bilo tazga. V Olimpiji pa zmeram, pač ni, igraš vedno samo zmaga igra, ne? In samo naslov je v bistvu, recimo, da uspešna sezona. Tega v Domžalah ni bilo in je recimo za razvoj igralcev bilo vedno veliko lažje v Domžalah in zato je recimo neko bolj zdravo okolje za mladega nogometaša bilo to. Medtem, ko v Olimpiji pa pač je rezultat in tako pa potem kaos v klubu in menjavanje trenerjev in to. Tako da ja, definitivno, ko si tam enkrat lider, moraš se pogovarjati in s predsednikom in s trenerjem in vse to prenesti igralcem in pol kontra, pa seveda igralci nezadovoljni, pa nezadovoljni, tako da pa navijači nezadovoljni, konec koncev tudi z navijaško skupino smo imeli sestanke ali pa pred te treningi kakšne pogovore, kadar ni šlo, tako da definitivno veliko bolj stresno biti kapetan. Vse kako si pa to krmaril s svojimi čustvi čez vse to, ker tam si lahko velika ljubezen navijačev, lahko si pa, a ne, lahko te pa zelo hitro usovražijo, ker tak temperament tudi, vije med navijači. Sej to je bila nekako mogoče kako pa to pri sebi kalibriraš, recimo? Težko, zelo težko in to je mene malo mogoče tudi ubijalo, in tudi tako mogoče nisem bil na tej ravni, ki bi mogoče tudi lahko bil, ker sem bil res tako čustveno opet, preveč čustveno opet in se nekako težko to izklopil, nekako nisem tak človek, da lahko ne vem, izklopne. In enostavno me to po eni strani ne bi v bistvu bil tak ljubljenec, ki sem bil, nič ne obžalujem in se mi zdi, da tiste 2 leti, predvsem 2016 prvi naslov po 21 letih, to mi še zdaj danes unita najbolj hardcore navijači rečejo, sej smo se mi vmes pol kasneje z Olimpijo vrstili v Evropo, pa to, ampak ta Velenje pa biti prvak, tisto je pa premagal vse in nekako sem ponosen, da sem bil del tega. Pa so bile pa ja, poškodbe in vračanja in nekako na silo zadeve in enostavno ni stekel več, tako da nimaš kaj, pač se mi zdi, da žalujem samo to, da sem bil mogoče malo preveč čustveno, s čustvi to hotel rešvati. Sem mislil, da bo šlo to, tako kot je na začetku šlo, se pa tudi hiter kontra obrnil, takrat, ko ti ne gre in so pa še čustveno upetost, takrat bi mogla malo bolj glava hladna biti. Ampak tak sem in po eni strani me je to pripeljalo do tam, po drugi strani me je pa tudi to malo ubil, ampak zdaj, ko pogledam, sem čisto. Ko bi te vprašal, ampak si že odgovoril, če bi kaj spremenil, ali če kaj obžaluješ, ampak vse dejansko se je moglo zgoditi, kot se je. Ne? Ja, tako, sam, ko pogledam nazaj, verjetno je bilo to napaka, da sem bil res tako hotel biti res na vsak način povezan in nekako, mislim, da so te stvari pa še tako naravno in nimamo kaj, pač težko. Mislim, da bi še večjo škodo ali pa, ne, če bi šel kontra sebe, oziroma to ne bi bil jaz, no, pač tak sem in tak bom verjetno vedno. Kaj pa je prevagal, da si se odločil, pa da so te drugi videli kot v vlogi kapetana? Kera tvoja lastnost oziroma kakšen, ne vem, tak pomemben dogodek v slčilnici, ki so rekli, ok, ti už pa zdaj kapetan, veš, kako hoče vprašati? Ja, razumem. Na koncu, čisto različno, kako kdo kaj vidi, ampak na koncu je tak najbolj pomemben ta nekak persona oziroma kako ti, prva stvar je v bistvu, kako ti na igrišču sploh zgledaš, no, prva je v bistvu kvaliteta, ali si ti, če ti si na igrišču pa nekako se švercaš, težko boš zdaj pač na dolgi rok nek
kvaliteten kapetan. Ne. Tako da nekako tudi v Domžalah, ko sem si najprej izboril mesto kapetana, je bilo to skozi proces, ko sem postal nek lider ekipe in pač kazal dobre predstave. Seveda pa pač zraven pa pride v bistvu, da rasteš tudi tako, da znaš komunicirati, da znaš balansirati. In to sem se skozi učil in včasih nisem bil dober v tem in se pol upečeš, predvsem v Olimpiji pol vidiš, kako je težko pol s to karakteri delati. In zdaj še lepo, ko končaš kariero, vidiš tudi, recimo trenerjem je še težji, ne, trener pa ni kapetan, ampak je pač nasplošno vodja ekipe, kapetan je pač sam nekako podaljšana roka trenerja, trener je pa v bistvu, zdaj pa ti moraš enega, ki je realno po kvaliteti, recimo rečemo, da ni šans, da bo igral, pa on misli, da je dosti dober, pa zdaj z njim nekako se pogovoriti, da ga nekako držiš v nekem, da je pripravljenosti, pol imaš spet enega igralca, ki je 17 let star, nenormalen talent, ki ne samo zavesten, ampak mu hočeš to. V glavnem tako pač, ko imaš ti ekipo 25 igralcev, vsak drugačen karakter, to je res ni lahko in biti, mislim, da trener, pa tudi konca kapetan, mora biti res orang, nek psiholog, oziroma mora znati brati ljudi, da jim zna v bistvu pol, in to recimo zdaj dela v Celju Riera, se mi zdi, da je to poleg vseh nogometnih kvalitet, se mi zdi, da je to, da zna, seveda se pride pol tudi kakšen karakter, s katerim pač ne gre, se ne da, oziroma in na eni strani in na drugi, da se razume, ni sam igralec. To tudi takrat, ko sem jaz imel pogovor z Riero, je tudi sam rekel, ne, pač, da je to za njega neuspeh, če ne pripelje tega igralca, ki ga ima, oziroma igralce, ki jih ima na razpolago do nekih maksimalnih kapacitet ali pa saj približa temu. Ne. V bistvu, ti moraš izvleči maksimum iz vsakega igralca, če se le da. Tako da biti trener ali pa kapetan v kakšnih takih večjih ekipah je kar velik izziv. Še nimaš teh ambicij? Ne, pa mislim, da jih tudi ne pogrešam tega. Ne pogrešam tega, ker se mi zdi, da bi to bilo, da bi bilo to ful. Sem probo že na nek način v nogometu stati v tej obliki, trenersko pa to. To je res zahteva ogromen tega in ne želim si spet še enkrat čez, da se mi zdi, da je bilo dosti predober pa preglobok poznaš za kulisje. Ne? Ja, in se mi zdi, da se to čez noč ne spremenili in se mi zdi, da lahko še marsikaj dam športu in nasplošno tako tudi na drugačen način. Obstaja tudi druge stvari, ki so povezane s športom. Kdo ti je pa največ spanca pobral v prvi ligi, kjer napadalec? Da si rekel pismo spet on. Da bi imel prav specifično, se tle logično je bila, recimo, da smo pač odmerali, ko smo igrali proti kakšnem Mariboru, je bilo vedno, pa ne, da se mi zdi, da sem pol sploh v Olimpiji nekako ni bil zdaj razen parih tekem, ampak načeloma sem kar dobro pariral, recimo tle je bil Tavares, je tak prvi strelc, to je logična izbira vseh časov v prvi ligi, tako da, so bili, recimo, da če že ne, ampak pri njemu je bilo bolj tisto, on prihaja noter, tudi na konc kariere, ker ni mogel več ne vem kaj kazati, je bil tak, ker si videl, on prihaja noter, in zdaj pa pričakuje, da se bo nekje žoga odbila njemu zihar, in takrat moraš biti ready. Tako da, ampak s tem nisem imel problema, tako da bi zdaj zihar je bil še kakšen, ampak zdaj v slovenski ligi, ampak so bili, predvsem so bila obdobja, ko so kakšni fantje imeli res hude sezone in so bili tako drugačne neugodni. Ja, sam ta zrelost v vratih je potrebna, ne? Da se ti ne obremenjuješ s tem. Pa, definitivno. Pač se prepravaš, zdaj imajo pa itak že toliko informacij fantje na razpolago na teh internetu in z nekimi banalnimi subscriptioni ti lahko dobiš že v bistvu praktično vse informacije o nasprotniku, tudi če recimo, ne vem, če igraš evropsko pripravljalno tekmo oziroma neko kvalifikacije, ne vem, ti igraš z Maltežani, praktično dobiš lahko v bistvu vse. To je s temi AI in temi tehnologijami ti v bistvu sam kar rabi, v bistvu je sam kamero, da snema pač tiste tekme in tam bolj dobiš v bistvu praktično že s temi tehnologijami vse informacije, ker je že računalnik točno ve, kdo se je kolikrat dotaknil, kako igra. To je že skoraj se mi zdi že malo preveč robotsko, zato mi ta nogomet že kar malo
ni mi več tako blizu, kot mogoče. Nisem se v tak nogomet zaljubil. Bolj sem se bolj zaun tak. Pol praktično že ni več izgovorov, da ne bi bil pripravljen. Ne? Ja, še to je. Ne, optimalno pripravljen. Ampak se mi zdi, da je zdaj samo še neka igra napaka. Včasih se mi zdi pa, da je bilo še veliko več te neke magije in si lahko koga presenetilo. Težko. In s katerimi leti si se pol ti upokojil, ali pa drugače te bom vprašal, večina ali pa dost profesionalnih igralcev na kjerkoli športu v končni fazi imajo malo probleme z svojo identiteto, pol, ki jim je to v narekovajih odvzet. Kako si ti pol naredil prehod v to obdobje brez treningov? Kako si se zbudil tisti ponedeljek, ko te ni bilo treba na trening? Pri meni je to rastlo že tako. Se mi zdi tam nekako jaz, ko sem z Olimpijo prekinil, sem pol iskal nov klub, pa sem pol najdel v Muri, v Murski Soboti, pa je bilo pač obdobje, ker praktično nisem odbranil tekme tam, sem je nekako druga izbira, to, kar sem prej govoril, da je pač tudi ni ugodno za človeka, da pač čakaš na to šanso. In pol, ko sem tam zaključil po slabem letu, nekako sem probal še kje, da bi videl, če bom še kje lahko dobil šanso. Pa sem pol videl, da nekako tudi Slovenska liga se zdaj s tem tako oglašuje, po svoje prav, po svoje pa tudi se mi zdi malo napačno, ker vseeno mora biti, mislim, da znotraj vsake ekipe neko tehnica, na eni strani izkušenj, na drugi strani mladosti. Se mi zdi, da pa pri nas je pa tako pač mladost, redko kje, da se bi rekel, da so res izkušeni. Se mi zdi, da se vse nagiba k tem mladosti in da bomo čim bolj dali šanso, ampak se mi zdi, da s tem kvaliteta ni na najvišjem nivoju, tako bi lahko bila. Tako da se mi zdi, da tle malo ni najboljše stanje. In takrat sem jaz spoznal, da pač se ne vidim v tem več, da bi lahko bil, posod sem je hotel nek za mentorja, pa drugi, tretji gol, in se rekel, ne. Na ta način se jaz ne bom šel. Pa sem takrat dokaj hiter, mislim, še celo pomagal Slovanu, nekako sem videl Slovan kot neko opcijo. Takrat sem šel celo njim pomagati v tretji ligi, par tekem odbrant in so na koncu sezone, pa ne po mojem, ampak recimo, da sem tudi bil del tega, prišli v drugo ligo, zdaj so v drugi ligi, nekako Slovan je bila včasih recimo v Ljubljani največja valilnica talentov, govorim tudi teh reprezentantov iz leta 2010 in tako. Se mi zdi, da je Slovan in Olimpija sta bila včasih res najboljša kluba za razvijati igralce. In tam sem bil bolj tudi kot nek v klubu, kot trener in pomagal. Ampak je bilo to vsega preveč. No. Ampak me je pa po drugi strani takoj pahnilo to neko delovno zadevo, ampak jaz pojma nisem imel 3/4 stvari. In sem se sproti učil, vse tako, kot vsaka stvar v življenju. Se učiš, ampak meni je bila ful dobra, dragocena izkušnja, dosti z mladimi delaš, kar je super. Ampak na koncu je prevagal to, kar sem čez leto pa pol prišel do neke točke, ko sem prišel domov med vikendom 9 zvečer, so vsi že doma spali, 3 otroke, žena, in pa sem rekel, tako ne bo šlo, ker vem, da ne bo boljše, ampak bo sam slabš. Predvidevam, da bo šlo še na slabš z vidika, ko bom sebe dal, ker nisem tak, da bi lahko se spet izklopil, pa ker bo že se uredili to. In sem bolj tak, da polovičarstvo ni tvoja domena. Težko. No. In tako da sem pol tam sam spisal mail, sem rekel, hvala za šanso, cenim to, sem spoštovan, ampak tako ne gre več. Tako da sem se pol novim izzivom. In kdaj pride pol ta Arena Sport na vrsto? Arena Sport je že vmes bila, dvojno sem delal tudi to, ker je pač že komentiranje med kakšnimi vikendi, ki sem imel, če se mi časovno išlo. Sem takrat že tudi to delal, na začetku smo imeli še celo neko, takrat, ko je bila Olimpija v Evropi, smo imeli celo neke pravice za prenos njihovih tekem v Evropi in smo takrat sem me že vabili in sem bil v 3 študijih, pa se je pa nekako razvil avtomatsko, so me povabili, ker imajo najboljše te evropske lige, so na Areni in so rabili strokovne komentatorje in tam se je pa razvijal, sem v bistvu vedno več hodil in komentiral in potem sem tudi prišel do ideje s to svojo oddajo, ker, kot si prej rekel, to mene ful zanima in se mi zdi, da je ful tak pereč problem, ker se ga
ful slabo obravnava tako v praksi, pač kaj se športniki dogaja po karierah. No. Ker sem imel tudi jaz ful veliko krizo. Tako, neke črnine, kaj boš pa zdaj, v bistvu, kaj te bo zdaj filal, no. S čem boš zaslužil, da boš, ker v bistvu, tudi če imaš izobrazbo, tudi če imaš, recimo jaz sem gimnazijski maturant, jaz nisem šel pol, sem probaval študijem, ampak enostavno se mi nažalost ni šlo tudi pol naprej, da bi dokončal kakšen študij, ampak je pa tudi, ko se pogovarjam z nekaterimi, tudi ko imajo, govorimo o teh, ki so recimo iz ekipnih šport, recimo pa nogomet, ki je tak, ki te res od sprednji in zadnji skrbijo zate. Se mi zdi, da je še teže, kot recimo v kakšnem individualnem športu, ne vem, pa z vsem spoštovanjem do vseh teh. Se mi zdi, da v kakšnih individualnih športih moraš že tekom kariere ful veliko za sebe se zboriti, se poskrbeti, ker se sam boriš za svoje sponzorstvo, za svoje to in veliko izkušenj dobiš že tam. Medtem ko v nogometu si nekako del tega, boh ne daj, da bi razmišljal še kaj v čem drugem. Recimo, da si finančno takrat svoj čas preskrbljen in vse ok, ampak ti pa ne dovoljuje, da bi si nekako opremo z nekimi življenjskimi izkušnjami. Ne? In tega se mi zdi, da je ful tle tak obdobje pol, ki končaš, da lahko hiter v krizo zapadeš, če nimaš. Jaz sem dosti hiter se znajdel v tem, recimo v komentatorstvu in medijskem svetu. Ampak je pa vsem bi rad še ful tle nekako, tudi sem se že z olimpijskim komitejem malo pogovarjal, zdaj bomo videli, če se bo kaj premaknil, tam sicer oni zdaj obljubljajo, da bo zdaj neka druga karierna, v bistvu druga kariera, projekt olimpijskega komiteja. Upam, da bo zaobjel vse športnike, to sem tudi njim rekel, da ne samo tiste olimpijske To je nov projekt v nastajanju. Ja, mislim, se je to že bilo prej, ampak zdaj naj bi se še bolj konkretno podlagali. Sem bil tudi že na sestankih z njimi in nekako bomo videli, če se bo kaj v tisti smeri. Res bi rad pomagal športnikom na kakršen koli način, da se nekako naredi res en orang program, kateri bi nekako že športnike tenko karijere zaposleval, nekako da bi se jih usmerjalo neko pravo pot po karieri. Ampak res, tako da sem rekel, za vseeno, tle je še ful rezerv. Tudi če imaš, kako sem rekel, neko izobrazbo, nimaš pa izkušenj, ker si ti v bistvu 20 let ali pa 15 let profesionalci in se ukvarjaš sam od petka do svetka, kako boš napredoval v karieri, težko najdeš še čas, da recimo, ne vem, da boš pa na šiht, pa da si tam 3-4 ure. Nekje te bo zmanjkalo, ne. Lahko mogoče v nekem manjših obdobjih off-season, da to gre, ampak težko te bo kdo pol kar vzel, ker prva stvar, ki te vpraša, s čem imaš pa izkušnje, ja, 20 let sem žogo brcal, kaj pa zdaj? Pač imam pa mogoče neke veščine, ki jih verjetno praktično nima 99% ljudi, to je neka vztrajnost, neka delo pod pritiskom. Odločnost. Pač marsikaj, neke teke veščine, ki jih verjetno, ne zdaj, ko sem v službi, kdaj se mi zdijo kakšni problemi smešni, ko vidim, tako se pogovarjamo, pa to ne bo šlo tako, katastrofa, kako si moramo to sploh dovolj. Pa si mislim, a to vi resno zdaj, to je problem, ali kaj? Sam, da smo na isti. Ja, da to tako ne, si pol mislim po svoje, če je to problem, pol smo dobri. Tako pač malo drugače, mogoče kakšne stvari, se mi zdi, da tle smo športniki ful dobri. Pri tebi je bila izrazita ta veščina komunikacije, zato tudi pol ta tranzicija je bila relativno zmerna, pa dosti dolgo je trajala. Nisi ti skočil zdaj v neke brzice, neke globoke vode, za arena sport ali kako? Navzven se zdi mogoče, da je bilo tako, ampak je kar, je trajalo nekaj časa, ampak jaz sem vedno spoštoval, sem všeč tudi športniki, ki znajo nekaj povedati in se mi zdi, da to je tvoj način komunikacije, konec koncev s publiko, z tvojimi fani, recimo to tujini, sploh na zahodu, ful dajo na to in vidimo, da je to ful velik biznis. Pri nas še ne, se pa probamo, tudi predvsem mi to poskušamo, se mi zdi, v športnem smislu na televiziji, da bi to postal res nek biznis in šport je ful velik biznis in
prav je, da se ga tako tretira in približa konec koncev. In mislim, da je skozi tak nek, če znaš kaj pametnega povedati, je to še, je še to boljše. Seveda, bojo se pa najde ljudje, ki tudi zdaj seveda vejo več od tebe, ampak kaj čemo. Ej, pa smo pri podcastu. Zdaj me pa popel v tisti moment. Prvi podcast, adrenalin, nervoza pred snemanjem. A je kaj podobnosti s tisto na igrišču med kakšnim derbijem? A to lahko sploh primerjaš? Daj razložiš, kako si se počutil. Prvo je, da te popravim, jaz zmeraj pravim, pa ni to full folka ljudi reče, da je podcast, ja, se je neka platforma, je zelo podobna temu, ampak na koncu to je v bistvu skoraj je oddaja. Aha. Ker je v bistvu, je pa seveda pol predvajana tudi na podcast platformah, ampak jaz pa rečem, da je res pogovorna oddaja, ker ne samo, da v bistvu dam samo tisto, kar se pogovarjam, ampak res naredim tudi ozadje, tudi kakšne insert filme oziroma kakšne kratke, ne vem, se grem s kakšnim športnikom, ki je, oziroma s kakšnim trenerjem ali pa človekom, ki je temu športniku veliko pomenil pogovoriti. Tako da je tako pač bolj kompleksna stvar in to nekako hočem pol, pa nisi prvi niti zadnji, ki je to rekel. Ampak ja, glede prvega podcasta, oziroma oddaje, pa tako, da je bilo pa, ja, jaz sem dobil, sem mislil, ok, bomo počasi začeli, ampak prvo so mi nekako, takrat to je ena redkih športnikov, katerega nisem jaz sam, v bistvu po priklicu, je bil Goran Dragič. Ok, zdaj jaz še čist neizkušen, zdaj pa kako bom to, ampak hvala Bogu, na drugi strani Goran, res top človek, sproščen, nimam ene slabe besede o njemu za reči. In bilo res enostavno je pa seveda, ko se zdaj pogledaš, recimo to je slabe 2 leti nazaj, a pa let pa pol, je, hvala Bogu, napredujem tudi jaz in je bilo pa ja, seveda nervoza, tudi kako se zdaj pripravil, takrat si vsa vprašanja od prvega do zadnjega sestavil sam, kaj jih bo dovolj, nekako zdaj je ta, ne vem, če sem se za Gorana Dragiča pripravljal praktično 10 dni ali pa en teden, imam, ne vem, zdaj dejansko se lahko že športnika, sploh tistega, ki poznam, recimo ne Marka Miliča, ki sem imel, praktično se nisem pripravil, sem si sam v bistvu strukturiral nekako vprašanja, sem že vedel vse, tudi če bi mi dal stran vse, ne bi rabo imeti niti, bi vedel, kaj bi ga sprašal, zato ker je bil moj idol iz otroštva, sem se zgledal. Se to se čuti, je full dobro. Ja, in je enostavno, pač je res mislim, Marko je bil res tak najlažji, se mi zdi, priprava. In zdaj imam tudi če športnika ne poznam tako dober, zelo hiter sestavim, recimo nekako, ker me sprašujejo, ali je to ful težko, koliko imaš priprave, pa enostavno priprava, pa sam pogovor je 20-30% recimo samega pogovora pri meni, zato pa pravim, da je to oddaja, da ni samo podcast, ker recimo podcast pa v tem pač odrežeš, daš več ali manj tako, kar je. Tle je pa pač en kup arhivskih posnetkov pri kakšnih športnikih, ki mu dam še to, da se malo spomnijo kakšnih arhivov. To je dodana vrednost v smislu te oddaje. In tle je, se pravi, 30% je pogovor, da ti narediš dober, ali pa 40%, ostalo je pa v bistvu obdelava, pa iskanje arhiva, iskanje nekih zgodb iz ozadja. Jaz naredim tudi zgodbo znotraj zgodbe, torej ne, da je slučajno recimo pri Tini Maze sem imel to, da sem nekako povezal zgodbo njeno, ki je hotela končati kariero, pa je Mateja Svet pisala, pa mojo zgodbo o karieri, ki je pa moja krsna botra Mateja Svet, ne? In sva nekako dali na sorodnika po mamini strani in sem nekako združil in je ful dobro ratal, ne? In to so te neke bombončki, ki jih lahko ponudiš in probam pri vsakem športniku, športnici, ampak ne gre pri vsakmu na isti način, ampak se mi zdi, da kar dobro jadram. Pol, podobno kot včasih, ne, si analiziral napadalce, ljudi na igrišču, to ti pomaga verjetno zdaj, hiter do bistva prideti pri človeku. A pol si tudi oprezen zdaj, kako se bo kdo, pa na kakšen način se bo odzval, pa s čem, pa da pol ti... Ja, si pripravljen več scenarijev, pol si tudi, da se valjda vprašanja ne ponavljajo, ker sicer mogoče kdaj opozorim ali pa povem
ni, da je zdaj greva direkt. Kakšni želijo tudi vedeti, recimo, o čem se bo šlo, ampak redki, no? Ampak nekako se jih že vejo, kakšen je koncept, nekako se sprehodimo čez njihove kariere, pol pa v bistvu kaj počnejo, to v bistvu nekak drug del dovedaje, probam nekako pol razdeliti, čeprav pa ni športnikih enostavno so tako dobre kariere, da je enostavno treba tisti del malo povečati, pa pol tam malo zmanjšati, pri nekaterih spet obratno. Tako da čisto odvisen od športnika, ampak ja, ta analiza, priprava, tudi vzame, ampak doskrat dobim tudi idejo za kakšne dodatne stvari, ki jih potem dodam v oddajo po sami te pogovoru, ker mi v bistvu športnik da nek bombonček, s katerim rečem, ok, do tega človeka mora imeti, da mi pač pove kaj več o tem. Čisto odvisen. A tega časovnega okvirja 45 minut v grobem se boš še naprej držal? Nekako se držim, nekako mi je dobro to, ne sprašujem, zakaj 45 minut, en polčas z mano. Nekateri zakaj 45 minut, pač ne, se mi zdi, da je glih prav, recimo 60 minut bi s kakšnimi športniki, ki niso tako zgovorni, kar težko jih loviti. Na podaljšan gol. Bi bilo že kar 60 minut, čeprav kakšni podcasti, ki jih poslušaš, so lahko pa 2 uri, ampak so lahko kakšni kvalitetno super. Recimo edin športnik, oziroma športnica, ki sem imel več, je bila tista specialka s Tino Maze, ki je bila nekako finale prve sezone, ki sem rekel, ok, težko dobim športnika ali pa športnico z večjim renomejem, kot je Tina Maze pri nas. Sem rekel, ok, ona si zasluži nekako, pa sem rekel, ok, pa ne sem spoštovan do vseh ostalih. Sem rekel, nekako niti nismo hoteli končati z njo takrat, ampak enostavno je padla, sem rekel, še eno ali pa 2 oddaje, sem rekel, takrat odgovornemu uredniku, sem rekel, težko zdaj še 2 oddaje naredim, ker se mi zdi, da je to res tak. Zaključimo na high, pa pol nadaljujemo pač naslednjo sezono jesen. In se mi zdi, da je pol bilo pravilna izbira, da smo naredili takrat nekaj 70 ali 80 minut pogovora s Tino Maze. Ampak ja, generalno gledano bo pa 45 minut se bomo kar držali tega formata. Ej, ko pa tvoj dream guest? A jih imaš? A bi jih sploh omenil? Ali pa koga bi povabil v svojo pogovorno oddajo? Od lahko živečih športnikov ali pa preminulih športnikov, spravo zvest. S kom bi se tako res pogovoril? Oziroma bi se hipotetično lahko tudi vklopil. Ful težko. Ok, en slovenski, ajde pa en tuj. Od tujih so realno recimo taki izbira logična Jordan, taka ikona, ampak to je, nisem, zakaj pa ne. Hipotetično, mogoče pa Bog, da je on je bil pač res, sem imel ni da nikog dresa od njega, vsakeč, ki je šel oči, ki je bil turistični vodič. Evo Jordan, ki je. Vsakeč, ki je šel v Ameriko, mi je prinesel dres od njega, tako da pač to je tako taka. Ampak zdaj, ko so olimpijske igre bližajo, nekako mogoče iz kakšnih zimskih športov, gledam to, da Slovenci dosti spremljajo, tudi sam sem ful spremljal, nekako mogoče kakšen Bode Miller bi bil taka huda izbira. In zakaj pa ne, mogoče tle vedno računam na Jure tako šele, da mi malo pomaga Jure, mi mora pomagati. Jure je res tako pomagal mi je s temi več ali manj zimskimi športniki, ki sem jih imel do zdaj s kontakti, oziroma da mi je pomagal povabiti človeka. Konec koncev sem prišel zaradi njega do Alberta Tombe, takrat, ko smo v tem pogovoru. To je tista, ki sem rekel, zgodba znotraj zgodbe. V bistvu Jure Košir pa Alberta Tomba, tako je Tina Maze tudi v pogovor rekla. Huda dodana vrednost. Jure bi bil, tako je Tina rekla, Jure bi bil 0 brez Alberta. Pač tako, da je v bistvu nekako delo še božga. Nekako ta njuna dinamika, prijateljstvo je ful pomembno, tako da bilo tudi tisto, ko se spomnim, ko me je Alberto Tom, ko sem dobil številko in sem mu najprej WhatsApp sporočilo napisal, pa Jure mu je rekel, da ga bom poklical in bolj jaz res napišem message, to je stara šola, to ni message, Alberto mene kliče, jaz doma, otroci norijo, glih večer je bila tako, jaz tako, ne moreš dati on hold, ne?
kaj ne zdaj, jaz kot šina tovali tiho, jaz sem leti predvajta in Alberto Tomba na telefon, Juri told me, v angleščina, pa malo polomljena, jaz kot shit, ok, yes, we will come. Pač nekako smo se zmenili takrat, da smo šli v Bologno, ampak ja, to so te recimo, ja, od Slovencov pa se mi zdi, da tle ni nekih, rad bi tudi te staro šolo malo vključil, malo se zdaj probam priti do recimo Perota Vilfana pa takih, ker se mi zdi, da tudi ta vidik bi rad predstavil, ta mogoče zdaj je res strogo profesionalizem, takrat vsi so bili tudi že profesionalci, ampak je bilo to drugačno, se mi zdi, da še ni bilo toliko tak finančni vidik pomemben, kot je bila pač bolj kariera, pa to se mi zdi, da bi bilo tudi ta aspekt mogoče bilo fajn raziskati, tako da iščem tudi te v bistvu iz tega obdobja. Drugače pa se mi zdi, da čakam, da se še ostali, da gre v penzijo, da jih počas začnem vabiti. To je cenzus. Penzija mora biti. Ja, načeloma je. Imel sem... To možemo kdaj prekršiti? Ja, ne, vse sem prekršil že sej ni zdaj, da se strogo držim, ampak načeloma pa je rdeča nit tega, da v bistvu druga kariera, kaj počnejo oziroma kako se spopadajo s tem. Recimo, ok, imel sem tega Lukasa Podolskega, hud fuzbaler, pač svetovni prvak z Nemčijo, drugače polskih korenin, pa to sem bil pa njemu na polskem, posnel pogovor, pa je še vedno aktiven, ampak on je res človek, milijon projektov, zdaj mislim, da celo postal predsednik ali pa delni lastnik tega kluba, za katerega je igral v prvi polski ligi, kebab, franšize ima praktično pol Evrope, neke glasbene festivale, v glavnem človek, ki se ne more ustaviti, ampak je že v bistvu drugo kariero že zdavnaj začel, zato je bil tudi tako zanimiv za to mojo oddajo, plus seveda ime, ogromno ime. Tako da Šlo bi imel tako, pač te znane športnike tik pred vstopom. Sej tudi to, recimo, ja, sej tudi to je zanimivo, sej ni, ampak je načeloma pa je nekako ta rdeča nit, da se konec kariera. No. Ja, ful dobro. Ti sam nadaljujem, mi bomo pa gledali, pa lajkali, pa bili fani, absolutno. Še tole. Za vratarje pravijo, oziroma vratarji doskrat pravijo sami zase, da je v bistvu fajn imeti kratek spomin, ne? Pozabati na napako, kiks, če je kiks ali pa gol, pa iti naprej. Zdaj, kako pa ti to recimo v vsakdanjem življenju, kako plasiraš to idejo, to filozofijo? Mislim, to je ful dobra lastnost, tudi jaz sem imel težave in tekom kariere, mene so napake ali pa to. Ful sem, včasih se je fajn, da si perfekcionist, ampak to, včasih sem imel tudi tako, ko sem imel že kdaj kakšno krizo, na koncu, ko sem se res boril sam s sabo, je skoraj problem, da si ta perfekcionist, oziroma da hočeš, da je vse perfekt, ne? Ni perfekt, pač v tekmi je to živa stvar, da težko boš naredil čisto vse perfekt, ne? In sem se v bistvu ukvarjal tudi z takimi banalnimi stvarmi, ker niti ni bila napaka, ker sem jaz doživljal kot neko tako slabo podajo, ali pa to sem pa slabo, lahko bi tako boljš odbil. Pa pogleda, pa ti je bilo kar težko gledati, se analizirati sebe, pa ko pogledaš, pa dobro, pa se ni bilo tako slabo spet, ko pogledaš iz drugega kota, pa vidiš pismo, kaj se tako sikiram. Iz ptiče perspektive, ne mogoče. Pač se ni bilo tako bed, ampak na tekmi se mi je zdel pa in sem se dol dajal. Tako da to je ful težko, v bistvu po eni strani je fajn, da si perfekcionist, da težiš temu, da bo vse probaš čim bliže tisti perfekciji narediti, po drugi strani zdaj pa najde tisti, kdaj ja, kdaj ne, kdaj se v bistvu, tle je ful važen, v bistvu, koga imaš zraven in da ti to pač reče, ne, to je bilo good, dej pozab to, sploh ne. Tako in se mi zdi včasih, ker težko to, če imaš sam to, boš sky's the limit. Se mi zdi, da mene to velika to omejevalo, tako da in vem, da tudi ogromno športnikov to omejuje, sam sebe, pač nenormalen potencial imamo vsi, sam se mi zdi, da je v prgonu pa sploh glava je recimo, zato je recimo se mi zdi Jan Oblak tak unikat, pa recimo konc Luka Dončić, Luka Dončić ni najboljši atlet na svetu, ne? On je pač vzame to kot igro,
On ima izjemno krat, če bo 4-krat falil trojko, bo naslednji napad bo spet vrko. Ja, to je ta vpliv kratkega Ja, in to je tisto, kar pač je tako, ne. Jan Oblak, Messi mu je streljal na gol, on je imel puls 120-130, Messi, ja, spet. Pač tak enostavno moraš biti karakterno in tak človek, ampak to je nekako tudi odraščanje, kako ti gor prideš, na kakšen način, kako si vzgojen. Ni tudi perfekt vzgoja, verjetno to, ne vem, mogoče kar je dal Luka čez, recimo, da je bil v bistvu praktično živel na ulici na košarkarskih igriščih. Zdaj, če bi kdo tako odraščal, vprašanje, če bi rekel, ok, starši so ok, ne? Ampak ga je pa to naredil stroj, mašino, kakršen je, ne? Tako da ni, težko je. Ja. Ampak na podlagi vsega tega, kar si rekel, v nekih vsakdanjih okoliščinah ti je pa zdaj lažje verjetno ohranjati mir, brez pritiska gledalcev in gor in dol. Zdaj si malo tega prinesel, verjetno. Tako si prej rekel. Kar rečem, da je okay, pa se tudi zmotam, pa se potem vsi užigajo, pa ja, se tudi jaz polno zasikiram, pa se rečem, ja, pa zato je pa fajn, da ti polno nekdo reče, se zmotati se človeško, pa se nisi nobenega drugo, da bi kakšnega užalil ali pa karkoli, ne vem, pač si naredil tako napako, ki si je čisto človeška, tako da ljudje pa pač je pol itak, danes je samo ta problem, da vsi lahko vse komentirajo, vsi so najbolj pametni za vse, vsak si lahko dobili praktično že pravico, da te že žal, tako se mi zdi, da tle bo treba postaviti hiter meje, tudi tako na teh socialnih omrežjih in vse imamo vse podatke, vse vemo, kdo je kaj napisal, tudi če se skriva pod user 1299998, ne? Vse se ve, iz kje je poslal in če so zadeve, ki so zelo resne, pač mi je to, da kaj vse se že danes piše, pa naj ljudje odgovarjajo. Če so vsi tako pametni, pa me zanima, ko boš dobil ti prvo kazen 2-3, ne vem, če greš v avto, pa dobiš kazen, greš 210 na avtocesti, pa zgubiš izpit ali pa ne vem, tok pik, verjetno ne boš už naslednji dan spet 210, pa gremo še enkrat, ne? Ja. Enkrat se bo končal, ne? Tako da se mi zdi, da tudi tle treba postaviti mejo in jaz pa se provam se s temi stvarmi, to, ki sem že dal čez, da se ne provam ne sekirati. Ja. Pa tudi imaš načine za ohranjanje notranjega miru, še zmeraj si športnik, še zmeraj športaš na polno. To pa je ful važen, da pač... Daj malo povej tole svojo telovadbeno rutino, pa je hokej še zmeraj aktualen pri tebi, smučanje, hokej vadba za moč. Hodimo gledati, tako je ful rad hodam okrog na tekme, tako gledati, drugače pa jaz provam biti aktiven v fitnessu, vsaj 3-4 na teden, če le najdem čas, potem pa zdaj sem nekako dobil, tudi zdaj naslednji moj gost bo v moji oddaji najboljši Hyrox športnik v Sloveniji, tudi rekorder po času. Tako da sem rekel, mogoče si jim pa zadal ta nek cilj, da bi šel na ta Hyrox, se mi zdi taka nek izziv, se mi zdi, da te malo spet obudi tiste občutke, ki si jih imel med kariero, nek cilj, pa ne glih tako z časom, ampak bolj pač ta adrenalin same tekme in v bistvu preizkušene, kje so limiti, no. To se mi zdi, da pol športniku malo zmanjka, pa je moraš pol najdeti skozi to pa ni kompenzacija, ampak nekako to je meni bil dober občutek, meni je bil ful dober občutek, po eni strani v unem momentu, ko si v nekem tunelu pred tekmo, čakaš, sodnik stoji tam, mi smo v 2 kolonah, čakaš na tekmo, to je tak občutek, ki ga je težko, metuljčki, bo danes dobra tekma, ne bo, a sem ready ali nisem, a smo v formi, a me še to boli, 1 minuta, 2, je tak neprijeten občutek, po drugi strani pa zmeram sem dobro igral, ker sem imel ta občutek. Ni bilo skoraj slabe tekme, kadar nisem imel tega, ker veš, ok, pomeni ti neki to. Čim je bilo pa kakšna taka tekma, prazne tribune, vidiš ta ekipa, se te bomo, in se mi zdi, da ta nek, meram sem si pol rekel, to je good, tik prednji si že malo misliš, ti hočeš že malo bom ready, ne bom, se mi zdi, da je tist pol, ki ti reče, ne, to je good, to je sam good, in pol, ki zalaufaš itak konc tega,
to je, se mi zdi, s takimi kakšnimi tekmami, pa to se šel že nek tek, tudi na Krasu. Pa isto spet imamo tisti občutek, sicer ni primerjave, ampak zadnja minuta pa odštevajo, pa gre pa se pol, ker itak že toliko časa nisem bil nekih resnih tekem, ampak kar zaletiš se, jaz kaj si zaletavam, kaj indijan, pač na koncu itak zmanjka. Tako da probam ostati aktiven, tako da bomo videli, se mi zdi, da vmes sem imel obdobje, ko se kar malo pustiš hiter, ti tudi paše malo se tako na telo malo počiva, ampak pol hiter vidiš, da je telo 20-30 let navajen na nek moving, je hiter lahko pol problem, če tudi za zdrave konc koncev so bili že primeri, ki si imel pol lahko probleme s srcem, ki srce pumpa 30 let, tako pa v enem letu praktično ne pumpa, to bi lahko bil. Pa kar nekaj dni obremenitve, ne tiste, ki je pol so lahko hude težave, dejansko hude zdravstvene, tako da se mi zdi, da je fino, da ostaneš nekako, vsak najde svoje, tako da rekreacije, tudi zdaj sem začel košarko, tako da upam, da bom tudi tle nadaljeval, tako da super. Ja. Kaj pa je ena tista vrlina, ki si se ti do nje dokopal, ali pa ti je šport približal, pa ki bi jo rad tudi malo, ne vem, svojim otrokom, pa mladini na splošno predal? Javno pač taka sejnika. Se mi zdi, da kaj danes manjka tej mladini, meni to, kao, se je važno sodelovati, pa super, to je res, to je super, da si vsi zaslužijo neko šanso, ampak se mi zdi, da se zdaj kar že dol disa, po domač povedan, ki hoče biti winnerji. Vse kaj pa v življenju pač tako, v bistvu, če ti hočeš biti nek uspešen podjetnik, športnik, karkoli, če boš sam sodeloval, ne boš uspešen, boš ti poprečneš, ne? In se mi zdi, da je fino, da znaš svojim otrokom, svojim tem, da tudi pač, ti tudi prvo pravilo je fair play, vedno igraš na zmago, ne? In se mi zdi, da zakaj toliko poudarjamo, sej nič nima veze, da niste zmagali. Ima veze, sej zato pač treniraš, zato si želiš, zato nekako tudi malo z recimo sinom, kdaj tako mu ne dovolim kar tako zmagati. Sej daš, greva 5krat igrati, 4krat te bom zmagal, 1krat vmes, toliko, da te pustim noter, ti bom pustil, zadnjo ti verjetno ne bom pustil, zato ker hočem, da nekako staneš v tem, pač si želiš toga, da ne imaš premagal in vsakič je mi težji, vsakič se moram malo bolj potruditi, ne? In to hočem doseči nekako, da mislim, zakaj bi nekomu ubil to, ga pa s tem tudi učiš, ne? Ko zgubi, kako se s tem nesti, ne? Se mi zdi, da to dan se mi zdi, da je preveč poudarjamo to, vse ok, vse bo v redu, se mi zdi, da pol pa pride 18 let stari pa imajo vse problem, ki jim na razgovoru za službo rečejo, ne boš pač nisi dosti dober. Kako nisem dober? Če mi so mi v življenju govorili, da sem dosti dober, da sem cool. Tako se mi zdi, da to probam malo nekako, da težim k temu. Se mi zdi, da se je preveč to razpasel, ta v bistvu neka samo sodelovanje. Se strinjam, ampak na koncu boš verjetno več dosegel, če boš težil k temu, da boš boljši, da boš več naredil, da boš, se mi zdi, da to je bolj važno, kot pač sam sodelovati. Thanks. A bereš kaj? Želel bi si več, zberam si pol kakšen trip, si vzamem kakšne knjige, zanj sem začel, moram še dokončati, pa sem že ful časa nazaj, recimo od Nejca Zaplotnika Pot. Prav. Pol sem si zanj vzel, kaj že, zdaj se nam spomnil, v Anglijo pa res nisem, ker smo imeli zadelati, kaj bi že ne bom se zdaj spomnil, ampak Pot je bila tista, recimo, da sem imel po poletju takrat bral. Kaj pa nasplošno? Ti kakšna tako posebej odzvanja, kakšna knjiga? Imel sem še eno knjigo, ki me je tako malo zadela, recimo od ko je bil že golman nemške reprezentance. Aha, autobiografija pa. Ki je bila golman nemške reprezentance, ki se zdaj tudi ne bom imena spomnil, ki je naredil samomor leta 2009 ali 2010, on je bil tako zelo Robert Enke je golman,
in so v bistvu naredili potem kako je imel težke v bistvu borbe z depresijo. Igral je fant, človek v Nemčiji, za Barcelono, za mislim, da Benfico ali Porto, mislim, da Benfico. Tako da je bil hudo kariero, ampak je imel pa ful hude težave s depresijo in nekako v nekih klubih, pol pa tako v knjigi pol bereš, kako v enih klubih to razumejo, v drugih klubih to ne razumejo. In v bistvu kako je imel on pol hude obdobje z tem, ki sta še otroka zgubila z ženo. Sam to ni bil glavni problem, da je on potem, mislim, da skočil pod vlak. V glavnem tako res huda zgodba, ampak me je tako zadela, ker je golman bil, pa se ga spomnim, takrat sem bil v bistvu glih prišel med profesionalce 2008-2009 in se spomnim te užival. On bil drugi ali tretji golman nemške reprezentance, ki je bila elf, ki je prišel. Oni so bili takrat svetovni prvaki. Ne, mislim, da so Španci so bili takrat svetovni prvaki, ampak mislim, da so bili polfinalu ali finalu so bili. Mislim, da polfinalu so igrali Nemci. Tako da, to mi recimo zdaj, pa vem, da me je moja, takrat polet sem še belo masajko bral. Tako me moja me je. Respons. Tako da ja, vse živo, kakor mi zapaše. Zato, ker sem bila v Afriki, pa mi je ona hotela sam tako predstaviti to, kako čist, kakor mi zasede, nisem tako omejen, bi si pa ful rad še to priznam, tle sem slab in bi si rad ful več cajta vzel za to. Ja, sam imaš 3 otroke. Ampak ni to izgovor, preveč skrolam, preveč to, enostavno se obsedam nad tem, ker v bistvu veliko, recimo tudi za svoje to oddajo, veliko sam naredim teh in reelov in tega, in da je to zadeva zanimiva, da je to pravilo 2 sekund, da je to gledljivo, da ni pol, da doseže ljudi. Tako je pač pol hiter in ko si enkrat not, pol ni sam 5 minut, ampak je 15-20, pa to vsakič znova, ne. Res so omenila, Saša, dve vprašanji, pa če omela še cajt par kratkih za finiš. A kdaj igraš vlogo kapetana, tudi tako v družinskem okolju, v odnosu do Tomalika, veš? Ja, dobro, do Tomalika, drugače pa se veš, kako je. Na koncu je če hočeš dolg zakon, veš, da je doma glavno, ne? Doma zadnjo besedo. Doma glavno besedo je treba na koncu prisluhniti njemu, ne, ženi, tako da na koncu je ponovati tako, kar je, da bo žena zadovoljna, ampak ja, je pa težko, včasih seveda se prideš do tega. A te poznajo kot strica z TV-ja ali športno legendo, otroci? Tam mlajši me bolj iz televizije, zato ker me ni videl realno, razen tam še na Slovanu mogoče igrati. Medtem ko punce se me po moje še spomnita tako, pa tudi v njunem, recimo, sošolci, pa to, kdaj me zdaj že po televiziji, ampak prej so me pa tudi že zaradi fuzbala poznali, tako da recimo, da in eno in drugo. Cool. Cool. Imaš svoj moto, svoj citat, najljubši, svojo mantro, skozi katero se prebijaš. Nekako, jaz sem si tudi to veril enkrat, ampak to se nekako tudi že držim tega. Not doing more than the average is what keeps the average down. Pač nekaka taka, če ne delaš več, kot je neko poprečje, pač boš poprečen človek in boš znižval. Tako nekako se jaz držim tega na vseh teh področjih, ki mi veliko menja. Seveda so področja, ki stagniraš, ampak meni pa dejansko naredim za uno področje, ki mi res ful pomenijo. In to je pač šport pri meni, pa zdaj recimo ta oddaja, ki jo delam, se mi zdi nekako, da tista stvar, ki ti veliko pomeni, boš naredil vse za njo. Tako, ker za familijo narediš vse. Tako da to ampak so še začetki. Recimo zdaj sem nekako na začetku kariere tudi v tem, tako da se mi zdi, da počasi se premikam, ampak go with the flow. Ja, včasih bi hotel hitrej, se veš, kako je, včasih bi vse že včeraj, da se vse zgodi. Ampak ko pa pogledaš za nazaj, pa vidiš. Ja, sej to je to, ker na koncu v bistvu se pol malo sedeš, malo pridi, sej tako, kot za vsako stvar, vsaka stvar, tudi hude stvari, ki se ti zgodijo, misliš, da je konc sveta, ne, pa malo predihaš, pa čez en teden misliš, dobro, se bomo čez en mesec, mislim, kva sem. Če smo vse odgovore. Žal, tudi pri stvarih, ki se zgodijo tragedije, pa to misliš, da je vse konc, ampak stavno se mi zdi, da
za vse se da najdete rešitev. Cool. Cool. Ja. Evo, zdaj smo pa še par kratkih, vidiš, pa smo zrihtali. Top. Ej, ena beseda, če se boš pač počutil, lahko tudi tukaj v stavku odgovoriš pa to. Okay. Ampak pazi, ne, tega smo že v štartu pokomentirali. Kava ali čaj za začetek dneva, ne? No-brainer, ne? Kava. Dobro, ta je taka malo. Gol med nogami ali hud lapsus na podcastu? Kaj je hujš? Kaj huj? Gol med nogami, sploh za golmana niti ni taka drama, no? Ker ponovno dobiš gol med nogami, zato ker bi res od blizu. To je bolj sramota za kakšne igralce, ki dobijo med nogami. To je bolj večja. Ali prej bi rekel, kakšen lapsus. Mislim, da Jaki Biolu, ki je igral v Angliji, med prenosom, ki smo pač ga intervjuvali, potem po tekmi sem rekel, da je prišel iz nemške lige, je prišel pa iz italijanske lige, ampak vem, on je tudi igral v Nemčiji, pa v Rusiji, pa to, ampak enostavno, ker razmišljaš nekaj, se nekaj nemške lige, pa me on reče, pa me on popravi, si misli iz italijanske. Ja, italijanske. Tako pač, da ja, recimo, da ni prijetno niti eno, niti drugo, tako da ni, recimo, ajde. Vse se pa zgodi. Lapsus rašel, daj, ali pa v tem. Tole si že odgovoril vmes. Jan Oblak ali Samir Handanović? Pa nisem odgovoril, jaz sem samo rekel, Jan je... Izpostavil si ga, okay. Težko se odločiti, ampak jaz rekel sam iz vidika, ker sem res se zgledoval po njem, pa ga občudoval, recimo Samir Handanović, ker sem tudi imel možnost trenirati, razumem, sem imel možnost trenirati. Na eni strani imaš Jana Oblaka, ki je res nenormalen talent, plus delavc, seveda, da je delavc, ampak tako se mi zdi, da teži boš Jana Oblaka, tako kot Luko Dončića, ne boš mogel, težko ga, zdaj bomo pa trenirali noga Jana Oblaka. Ne boš, ker to je karakter tak. Recimo, ker Samir Handanović se mi zdi pa, da je vse res orang s tem res trdim delom in je prišel do tega, jaz sem bil zraven pri teh treningih in to je res redko, kjer lahko zdrži tak način treniranja ali pride do poškodb, tudi pri meni je prišlo do poškodbe. Ampak on je pa res strojno. Tako da iz tega vidika pač če bi zdaj se rekel, ok, kjero pot bi izbral v smislu treninga in da bi bil taka mašina, bi verjeten probujit to pot, ker je res dokazal, da bi bil kapetan in med top 10 nastopov v italijanski seriji. Stroj. Ljubljana ali Domžale? Ljubljana, definitivno Ljubljana, tle sploh ni. Domžale so pač, sem bil 10 let v Domžalah tako, ampak zdaj sem, v bistvu sploh nisem v Domžalah, sem v Lukovci, ampak Ljubljana, definitivno. A je kakšna parada, ki si še posebej ponosen na njo, pa ni bila ujeta v objektive? Ne, mislim. Je vse posnet, ker je takšnega. Da bi zdaj, na treningu, sem kakšno vrnesel, pa ne vem, kakšno tako. To ni, to je bolj za da bi kaj. Vidim, da zdaj dosta objavljajo fantje tako iz treningov, kam se vse snema in bolj kakšno potezo posnemek. To se mi zdi, da takrat, ko sem še jaz špilil, to je zdaj v zadnjih 3-4 letih, se mi zdi, da se ful razvija in zdaj praktično vse snemajo. No. Tako da ni, drugače pa na tekmah, ko sem igral, več ali manj je bilo vse posnetno. Kuhaš sam, ali si raj tisti, ki pomije posodo? Pa tvoja najljubša hrana? Niti eno, niti drugo, ni obrat, da pomijati posode. Pa znam še najljubša hrana ostane. Najljubša hrana, pa kaj bi rekel, nisem jaz zdaj, da bi rekel neki ful kakšne, kaj bi sploh zdaj, če se le probam, če hočem zdravo, dan sem bil glih spet, sem si vzel čas, pa sem šel na bowla, te poke bowl, oziroma poke bowl, to sem mi ful, pač, če hočem zdravo, mi je res to recimo, da pa reč je pa recimo, ok, pica itak kdaj zasede, ampak recimo kakšen hud burger. Mislim, ne hud kot hud burger, kot franšiza, ampak da je res dober burger. Tako da to grem rad na kakšen dober burger, drugače pa, to. Če bi mogel jutri izbrati en šport, to ne sme biti hokej, ali pa smučanje, pa ne sme biti valjda nogomet, kaj bi šel? Dobro, vprašanje. Čak, košarka si rekel? Ne, nisem. Po mojem bi šel košarka. Če bi zdaj še enkrat začel, bi šel po mojem v košarko. Sicer ne vem, kako bi z višino bil, ampak po mojem bi bila
sem pa zmeraj tazga mnenja, pa bo mogoče zvenel tako, malo tako, da sem samo všečen, ampak se mi zdi, da kjerkoli šport bi se odločil, da bi bil relativno uspešen v njem. Aj to ne vem, če bi šel v judo, bi v moje prišel do olimpijskih iger. Pač se mi zdi, da s tem nekim mindsetom, da bi ustrajal, da bi do nekih, govorim, ne bi bil, ne vem, verjetno najboljši na svetu, ali pa zakaj pa ne, ampak da bi bil v tem res zelo dober. Jaz sem si zmeraj govoril, ko sem bil mulo, nisem govoril, pa najboljši na svetu v tem pa tem. Jaz sem rekel, vsi so govorili, pilot, gasilec in to, jaz sem rekel, jaz sem športnik. Pa je bilo pa obdobje, pa so bili naši dobri v košarki, sem rekel, za Olimpijo igral v košarki. Potem so se naši vrstili na svetovno prvenstvo, pa evropsko prvenstvo leta 2000-2002, jaz bom tle in po me je isti selektor Strečko Katanc, mene poklical reprezentanca, tako da sem si takrat naredil kljukco, sem rekel, da sem zaradi tega začel. Mogoče je bilo tudi to problem, ker sem se mogoče takrat zadovoljil s kakšnim s takimi stvarmi, da bi lahko še kaj več. Ampak ok, sem čisto zadovoljen, ko gledam nazaj. Opis slovenskega nogometa danes, z eno besedo lahko je pa več. Opis slovenskega tako bom rekel na dveh, na preizkušnji bom rekel tako. Na preizkušnji iz vidika, zato ker se mi zdi, da hočemo mogoče malo govoriti, da je vse kul, ni, ne. Tu sem prej govoril že, dva prvaka, bivša Domžale, Gorica se praktično pred propadom. Imamo na drugi strani Celje, ki super igra, Maribor pa Olimpijo, ki zdaj v zadnjem letu dveh zelo čudno okolje, ni na eni strani Mariborčani, ki so tako v smislu tudi neke identitete ni več, ko je bila včasih pri Mariborčanih, pri Olimpiji tudi sploh ne. Tako da ni nekih domačih fantov, ki bi res to postavili, tako kot smo bili recimo, da mi takrat svoj čas in so bili polni štadioni, na koncu pokaže realno stanje. Ne? Če je na derbiju 5000 ljudi, je to problem. Ne? Derbi se mi zdi, kar je pod 10 000, se mi zdi, da ni pravi derbi. No? Tako da to me žalosti. No? Bomo pa videli. Ja, tako da na preizkušnji, definitivno to se more stvari, ki se more res, da je recimo dejansko samo 4 klubi, recimo, da lahko normalno plačujejo, ostali so v večjih težavah, v velikih težavah, to je problem. Recimo tako. Idealen način dopustovanja. Tale morski mir ali gorski vetrež? In eno in drugo, nisem nekaj tako več fulno. Letos sem prvič doživel tako morje res polnem sijaju, ko smo bili smo prvič imeli prikolico. Tako da se mi zdi ful tak chill out, tako res tak easy. Ker jaz sem celo kariero si pač na poletu praktično nisem imel, vsaj jaz ne, ker sem končal si sezono 20. maja, začel si priprave 5. junija. Tako da 14 dni maja realno še ni niti pravo poletje, imaš lahko ful srečo z vremenom, če greš v Istro na Hrvaško. Ja. Tako. Boš imel lahko 15 stopinj, lahko boš imel pa 30 stopinj. Tako da, z vsem moraš računati. Ja, in pol pomlad smo, ne vem, sem še kakšne bolj tople kraje takrat, ali pa čakati na zimo, ker po zim si pa v slovenski ligi imel dost pauze, ne, si imel pa skoraj en mesec, recimo, da pauze in si lahko takrat prvoščil, da si šel kam. Ja. Tako da, ampak tudi uživam tudi ne vem, razne Kranjske gore, pa kakšne te gorske, zdaj letos sem tudi bil smo hodili, sem hodil. Tako da hribi me vedno bolj vlečejo, tako se mi zdi tak nek mir. Prisilite v nek meri danes je težko, več zdaj pa malo tam se sklopiti, razen če ne greš res na kakšno tako, ki ti pa 6-7 ur vzame. Si prisiljen na neko tako. Pa možnosti s kakšno čelado. Ja, vse to, leto sem bil prvič tudi že tako, bil sem že kot otrok, smo kdaj šli tako malo poplezati, ampak sem zdaj po dolgem času šel malo višji, tako da mi je bilo, te povleče, te hitro. Tako da bom definitivno, ko me čakam malo bolj toplo, pa da bojo te čist štekal.
Ej, the best. Super. The best. Najlepša ti hvala. Hvala tebi. Jaz sem užival. No, Kako se počutiš? Je v redu? Vse ok. Se zmeraj tako, da daš malo ven iz sebe, neka terapija. Ja, Bila sva zgodna, ampak Ja. jutri se dan pozna. tako, treba delati. Ja, obilo uspehov na vseh Enako. področjih, ki smo jih omenili, in tisti, ki jih nisva, sam gasa naprej. Super. Hvala ti. Hvala. Ajde. Hvala, čau.